Lejte, fact-checkerji, kršitve pravil skupnosti na osebnih profilih in drugje, blokade, kazni, opomniki, pa rečemo lažne novice in tako naprej, ali pa novice, ki imajo paket, pa v ozadju, kaj pravzaprav je, tega niti ne moremo vsega zaznati. Kako pa to počnejo? Jaz bom zdajle, če boste se obrnili k zaslonu in dobro pogledali, vam bom skušal predstaviti, kako fino se vas da zapeljati. Ok, želim, da preberete en tekst, ampak ne na glas, vsak zase. Kako se počutite, ko ste tako vodeni? Kako se človek počuti, ko se mu v faco režiš, pa mu rečeš, najprej boš naredil tole, pa boš naredil tole, pa boš naredil tole, pa boš naredil tisto, pa boš naredil na koncu še tisto, pa še tisto. Jaz, ko sem tole videl, se nisem najboljš počutil. Iskreno povem. In da boste vedeli, danes je vsak parameter naštudiran. Mi se sploh ne zavedamo, kako smo vodeni. Najbolj pameten človek, ki misli, da je, pa ne vem kako, je tudi najbolj voden. Pa tega niti ne ve, zato ker misli, da je pameten. Včasih je dobro malo manj misliti, pa malo več razmišljati. A ne se ustaviti za minuto in stvari premisliti. Tako da boste videli, kako mediji, pa to recimo po tem principu so narejene reklame, letaki, poročila in tako naprej in tako naprej. Gremo na naše 4 točke danes, pravzaprav bolj 3, zadnja je samo ugotovitvena. Pogovarjali se bomo o preusmerjanju pozornosti na mikronivojih, po točko 1, po točko 2 o fact-checkerjih, kot sovražniki resnice jim jaz rečem. Meni so napisali na Facebooku fact-checker, pa 100% vem, da sem imel prav, ampak ker ni bilo v skladu z pandemijo, recimo temo pandemija, ki je, so to naredili fact-check, in naenkrat to ni bilo več res, ker so naredili zunanje sodišče brez sodnika, ampak tam kar eni zaposleni ljudje, ki jim je bilo naročeno, če bo kaj takega, sam skensli, Potem preusmerjanje pozornosti za milijarde ljudi. Bodite pozorni, za milijarde, ne za enega, kakor smo prej na zaslonu gledali. Dobro, zdaj nas je v skupnosti mogoče 50, ki smo tole tako prebrali. Ampak kako cel svet okoli prenesti? Po točko 4, kako preveriti, ali je novica resnična in zaupanja vredna. Tukaj se bom sam za trenutek ustavil in bom povedal sledeče. V gledališki magiji, veste, v gledališki magiji, v časopisu, v reviji, na računalniku, na televiziji je napačno usmerjanje bralca, opazovalca, v bistvu oblika prevare, pri kateri neka stvar ali pa recimo nastopajoči, če gledate reklame, pritegne pozornost občinstva zgolj na eno stvar in z enim namenom, da bi odvrnil pozornost od druge stvari. Samo to. Obvladovanje pozornosti občinstva je cilj vsakega javnega medija, gledališke ali druge predstave, posebej pa je to glavna zahteva vseh čarovniških dejanj. Čarovniki so tukaj mojstri, ne glede na to, ali gre za mini, majhen, žepen trik, ali pa za veliko odrsko iluzijo, ali pa kot je David Copperfield delal, ne vem, kaj je že delal, izginotje Statue of Liberty, ali pa je šel skozi kitajski zid. Skratka, napačna usmeritev oziroma recimo temu preusmerjanje pozornosti čarovnika je osrednja skrivnost. Ok, gremo na en tak primer. Gremo na en primer. Številka 1. Preusmerjanje pozornosti. V angleščini rečemo temu misdirection ali pa preusmerjanje pozornosti občinstva. Občine, se pravi vsega, kar te gleda. Potem bomo govorili o leseni palčki. Holy wood, lesena palčka, sveti les.
Besedna magija se skriva v preusmerjanju pozornosti, prevara s pomočjo fotografije. Na televiziji vam nekaj govorijo, kažejo fotografijo, ki ni iz resničnega sveta vzeta, ampak namišljena. Kakor veste, so kazali 3, 4, 5, 10 let stare fotografije, govorili so pa, da se je to zgodilo danes. Potem pa iluzija medijskega prikaza, sublimirana sporočila in tako naprej. Ampak želim sedaj, da gledate 3-sekunden film, ki ga bom 3-krat dal zato, da boste videli, kaj se sploh zgodi, ker prvič ne morete videti. 3, to se pravi, tukaj je en gospod, ki ima steklenico v rok, pa gospodično, ki opazuje. Zdajle bom vključil in pozorno poglejte. 3, 4, gremo. Še enkrat. Ok. A veste, vi vidite, ampak ne veste, kako se zgodi. Mi živimo v tem svetu, ampak ga ne razumemo. Glejte, misdirection ali preusmerjanje pozornosti opisuje bodisi učinek. Glejte, tole damo, kar prijela se je za usta. Mislim, to je 3-krat eno in isto posnetek, ampak zmeri ta reakcija njena. Se čudi, zapre usta, obnemi, a ne? Opazovalčeva osredotočenost na pomemben predmet je tako močna, da zgubi fokus okrog, kaj se pravzaprav okoli dogaja. Zdaj pa tukaj, glejte, njegove roke, a ne? Lahko gre za spretnost rok ali za čvekanje oziroma klepetanje, focus on the bottle in tako naprej. To je čarovnikov govor med predstavo. Težko je reči, kdo je prvi skoval izraz misdirection, vendar se zgodnja omemba te napačne usmeritve, preusmerjanja pozornosti ali v angleškem jeziku, kot smo rekli, misdirection, pojavlja v pisanju vplivnega izvajalca, pisatelja Nevilla Mesklina. In sicer, kako je on opisal misdirection? On je takole napisal, ga bom zdaj pocitiral v prevodu sicer, ampak res je, da gre za zavajanje gledalčevih čutov, da bi preprečili odkrivanje določenih podrobnosti, ki so potrebne za izvajanje skrivnosti. Ta zadnja beseda, da je potrebno nekomu preusmeriti pozornost, zato da bi se skrivnost lahko izvedla. Upam, da sem vam s tem zelo veliko povedal s tem stavkom. Boste zdaj razumeli, kaj mediji delajo? Zato, da se v ozadju izvajajo skrivnosti. Dalje vam povem, ko skrivnost odkriješ in razkriješ, pa ni več skrivnost, pol nastane pa problem. Ok, približno v istem času je čarovnik, umetnik in avtor, takrat, ko je ta pregovor nastal oziroma ta stavek, to je bil Harlan Terbel, ugotovil, skoraj vsa umetnost spretnosti čaranja, pa ne samo čaranja, je odvisna od umetnosti napačnega usmerjanja pozornosti oziroma zavajanja gledalca. In tako da to v bistvu je manipulacija pozornosti gledalca. Jaz sem 20 let se ukvarjal z to zadevo. Glejte, bom dal en slajd naprej, poglejte, bom prebral. Imam izkušnje iz manipulacij in preusmerjanja pozornosti. Moj konjiček je učenje, preučevanje in izvajanje iluzionističnih oziroma magičnih umetnin, s katerimi se ukvarjam več kot 20 let. Ker je to področje široko, sem se usmeril predvsem na mikromagijo, kartomagijo in kraljico magije manipulacije. V tem sem dobil 2-kratno evropski mednarodni Grand Prix. Zahtevajo pa izjemno poznavanje, preusmerjanje pozornosti občinstva, ročne spretnosti in dobro poznavanje odzivne psihologije publike oziroma javnosti. Te stavke sem zapisal pred 30 leti. Danes se je magija preselila v realno življenje. Preden gremo v realno življenje, bi pa želel, da to izpred 30 let, kar sem zdajle prebral, vam predstavim in sem našel en star posnetek in vam bom zdajle 2 minuti zavrtel. Takrat nismo posebej poudarjali, da je čarodej mednarodnega slovesa, saj je dobil že številna mednarodna priznanja. Nocoj vam bo predstavil nekaj svojih iluzionističnih točk.
No, evo, za današnji uvod smo malo počarali, si pogledali nekaj rokohitrskih spretnosti. Vesel sem, da sem lahko to v prvi osebi pokazal. In se tudi nekako malo nelagodno in prijetno in neprijetno počutim, ampak moram reči, da to so bili res izjemno lepi časi. Sploh, če pomislim, ko sem šel iz kute v frak in iz fraka nazaj v duhovniško kuto. Spretnosti v virtualno čarovnijo, v magiji, ki hipnotizira cele nacije, ma kaj nacije, praktično cel svet. To so stvari, ki so tukaj zgolj nakazane, ampak danes le buden in skrajno zavesten človek se lahko upre takšni manipulacija, ki je tako zgoščena, da ji danes nihče več ne uide. Zdaj gremo pa k resni zadevi, mislim, je resna zadeva, ampak to, kar se danes dogaja, boste pa videli v nadaljevanju. Tukaj je ena zanimiva stvar, 2018, koliko je to zdaj, 4 leta nazaj, je naredil pripravljalno platformo za leto 2020 in naprej dr. Žiga Turk, tehnologijo, ki kot omogočevalec kreira lažne novice in potencialna orodja za boj proti lažnim novicam. Naročnik je bil Evropski parlament, avtor dr. Žiga Turk, Slovenec, pameten Slovenec, ok. Tukaj je dva lista, se pravi je prva stran, kjer piše gor vse podrobnosti, kdo je avtor, in pa stran 19, zgolj za informacijo, to je ene 45 strani, da vidite to dokumentacijo. Se pravi, s to tehnologijo, ki jo je on postavil, je naredil tako imenovan začetek fake news. Evo, naredil je fake news in kako jih je označil? Poglejte, če danes vi v Google iščete in najdete eno spletno stran, vam bo Google zraven, seveda, če niste v lepem obnašanju in lepem pisanju napisal fake news, ali pa če boste kakšno resnico napisali, ki jim ne bo pasala, bo tam pisal fake news in ljudje bodo šli mimo, ker bo pisal fake news. Ok. Dalje. Če objaviš kak film, kak video, kar se je nam zgodil, parkrat v društvu, ko smo nekaj preveč povedali, so nam kar iz platforme cel video zbrisali in potem je tisti smeško žalosten tam, človek, ki je pa film dal, pa seveda tudi. Ali pa, če drugega ni se spomnil, da kršiš avtorske pravice z glasbo in tako naprej. Gre za odstranitev lažnih novic iz platforme, in to je vse delo dr. Žiga Turk. Glejte, onemogočanje lažnih novic, ki v resnici niso lažne, le agendi oziroma pandemiji niso nekako pogodu, zato jih poljubno sortirajo, pa kaj tam se piše v WhatsAppu, v Facebook chatu, Snapchat, Gmail, Signal, Telegram, Viber, you name it, in vidite časopisni članek, kako na Kitajskem to delajo in seveda mi ne smemo za tem zaostajati tlele v Evropi ali pa še kje drugje. Dobro. Fake news. Glejte, kako se lahko identificirajo lažne novice. Pravi, da to lahko dela človek, lahko dela mašina ali pa kombinacija, se pravi stroja. Je tukaj v 3 točkah navedeno in za stroj je seveda spodaj umetna inteligenca. To se pravi, nekdo je v ozadju dobil naročilo, navodila in človek, ki sedi za računalnikom in če njemu ni všeč ali pa njegovemu naročniku, te pač označi, da si pač prekršil pravila skupnosti ali pa se fake news in te blokira za 30 dni ali pa grejo 90 dni novice nižje dol. Skratka, poznamo, kako zadeva funkcionira, da ne bom predolg. No, to je pa naš gospod, dr. Žiga Turk. Strokovnjak po naročilu fake news. Se pravi, 20 ur nazaj, a vidite, domovina. Gremo nazaj v čase, ko je bilo treba paziti, kaj govorimo. Zdaj tako, to je leto 2018, ko je dr. Žiga Turk to naredil. Izročil Evropski uniji in to izvajajo za celo Evropo, zdaj pravzaprav po celem svetu, te fake news in tako naprej. Zdaj pa dobro poslušajte, kaj je 4 leta kasneje
20 ur nazaj dr. Žiga Turk izjavil. Gremo nazaj v čase, ko je bilo treba paziti, kaj govorimo. To ni demokracija, to ni svoboda. Vsaj ne svoboda, kot jo razume demokratični zahodni svet. To je podobno mogoče svobodi, kot je prišla leta 1945. Se pa bojim, da se nas bo čedalje več ljudi, čedalje slabše v tej državi počutilo. In to je domovina Slovenija. Govori eno, dela drugo. Laže v lepem paketu, in to profesor, ki dela na oddelku za ekonomijo, znanost in quality of life, kvaliteto življenja. Dragi moji, in vse tako je. To je boleče, ker ko poslušaš obljube politika in ko pride na oblast, dela vse drugače. Komu verjeti, kaj verjeti, kam drvi ta svet, ne vem. Imamo drug primer. Poglejte, kdo nadzira fake TV news? Nihče, ker je TV sama producent fake news. Zdaj pa, jaz sem si ta minuten, to je zelo kratek video, ki ga je skreiral Pop TV, vi pa sami presodite, kaj je res, kaj ni res. Povem vam samo to, klimatske spremembe ne obstajajo, ker klima je tehnični izraz za urejevanje klime v prostoru in to klimatska naprava urejuje zunaj v svetu, so pa 4-letni časi, pomlad, poletje, zima in jesen in vreme. Zunaj je vreme, zunaj ni klimatskih sprememb. Klimatske spremembe so v avtu, kjer je klima, klimatske spremembe so v bajti in ker nas hočejo tehnokrati v to ujeti, nas ujamejo na klimatske spremembe. Zato prosim, pozorno poslušajte tole. Verjamete le tistemu, kar vidite z lastnimi očmi? Pa ste prepričani, da je tisto, kar vidite, res tisto, kar mislite, da vidite? Video manipulacija, globoki ponaredki, tako imenovani deepfake, postajajo izjemno kakovostni. Zadnji napredek na tem področju je spreminjanje obraza v realnem času, torej v živo, pojasnjuje dr. Borut Batagel, ki je tudi sodni izvedenec na tem področju. Ko lahko vidimo tukaj na levi strani je moja prava slika iz kamere, potem pa skozi ta sistem detektiramo, kje je obraz. To sliko prinesemo v to mrežo, ki je naučena v konkretnem primeru na Tom Cruisa in potem odrežemo njegov obraz in ga prilepemo na moj obraz. Največ takih posnetkov se uporablja v pornografiji, so pa zelo uporabni tudi v politiki. To so lažni posnetki, ki so bili res plasirani, in je zelo težko ugotoviti, da gre za lažni posnetek. A velika večina namernega izkrivljanja resničnosti, manipulacij, zavajanj in laži v ideološke, politične, ekonomske in druge namene še vedno poteka v bolj običajnih oblikah, zlasti na družbenih omrežjih. Cepiva proti COVID-19 so genska terapija. To je laž. Novinarka Pop TV reklamira sredstva za hujšanje. Laž. Podnebne spremembe so izmišljotina. Laž. Sebastian Cimirotič je prepričal novinarja Pop TV vlaganje v kriptovalute. Laž. Cepiva proti COVID-19 povzročajo neplodnost in splav. Tudi to je laž. Ne gre pa vedno za neposredne laži, pravi Filip Dobranič iz inštituta Danes je nov dan. Ko oni pač probajo zdaj tu komunicirati, kdo je koliko časa porabil, ampak ta gospod je bil tudi v tej vladi. Pa ga ni, ne? In zdaj pač to ni konkretna laž, ampak oni so si pač zdaj sfrizirali to situacijo in pač v tvoji glavi je Zdravko na desni strani, v desni ekipi, ne pa v levi. Evo, dragi moji, enkrat si v levi ekipi, enkrat si v desni ekipi, kakor jim paše in manipulirajo s tem. Omenil sem na začetku čarobno palico ali Hollywood. Ok, čarobna palica iz svetega lesa ali Hollywood. Glejte, druidi so bili 1000 let pred rimskim imperijem evropski čarovniki, duhovniki, zdravniki, sodniki, odvetniki, politiki. In pri delu so vedno uporabljali leseno čarobno palico iz svetega lesa, zato se ji reče Holy Wood.
s to dirigentsko palico iz Hollywooda dirigirajo in pričarajo vsemu svetu magična in iluzorna, neresnična sporočila in poročila. Naj vam povem, enkrat sem to že omenil, ampak ne bo odveč, ker je ravno to tematika. Akronim NEWS v angleščini. NEWS pomeni North, East, West, South, cel svet. Zdaj pa vi sami naprej razmišljajte. Jaz vam bom pa zavrtel zdajle par sekunden film, ki vam bo povedal vse. 1,000 years before the Roman Empire ever existed, and it still exists today in Europe, was a whole system of government, religion, law, etc. was already established before Rome ever came about. And that whole system of government over the white man's world of Europe 1,000 years before Rome was called the Druid system. Druids, well, they were the lawyers, the attorneys, they were the judges, the religious leaders, they were everything. The doctors, the medical, everything was Druid in Europe. One of the most important symbols in the Druid religion was a magic wand, like the conductor of an orchestra. He waves his magic wand, and you had better dance to the tune, because he's the boss. So the wand. So the magic wand, like Merlin the magician, were always made. Magic wands were always made out of the wood of a holly tree. It's made out of Hollywood. Okay. So once you understand, it's the magic of Hollywood that's orchestrating the whole world to dance to a new tune. So. Wow. So where does that leave us? It leaves you in a world of trouble. If you are ignorant, ill-informed, and unread, you need to open your mind and discover for the first time that law, courts, education, it's all part of a system. You need to begin to open your mind and study. And understand how the world really works. Ok. Jaz vem, da je bilo to hitro, polno informacij. Kako pravzaprav svet deluje, svetujem vam, raziskujte, ampak ne brez glavo. Z glavo. Semena, informacije, ki jih dobite, presejajte po 3-krat. Se splača. Gremo naprej. Kako se preusmerja ali pa usmerja pozornost javnosti? Čist preprosto je. Namreč, poglej sem. Evo, pa pogledaš sem. Občinstvo se mora odzvati po vodeni miselnosti. To pa daje TV, časopisi in tako naprej. Že pol leta, leto naprej, kakšno stvar, tako mimogrede nekdo izreče, ali pa se mu zareče, ali pa en patent iz Apple fabrike gre ven, pa reče, to je pa bilo, kako že rečejo, to je pa priteklo ven, pa ne bi smelo, in se o tej mali stvari, ki priteče ven, največ govori, tako da kot tiste Apple fertik, ljudje en teden spijo s šotori pred trgovino, da tisto napravico dobijo. To so te finte, to so ti misdirectioni, to je ta trik. Ne? Ljudje so res neverjetni, kako so sugestibilni. Potem pa kombinacija številka 1 in številka 2 je 3, kombinacija poglej sem, pomisli in stori. Poglej v klinični center, pomisli in se pej cepati, sej ni problem, sej država ti dobro hoče. Dobro poslušaj in nikomor ne povej, je rečeno povej vsem. Ne? Povej vsem. 5. točka je pa subverzija, je pa sprevrženost od znotraj ali od zunaj. In nam v društvu se dogaja subverzija. Na tem mestu bom javno povedal nekatere člane, ki delajo nesramne stvari v našem društvu. Čudi me, da Mateja Žlogar ne odpre društva Mateja Šlogar. Zakaj se vtika v društvo Belis? Jaz se pišem Belis. Jaz se v njeno društvo šlogarsko ne vtikam. Niti ne v njeno finančno stanje, se ne vtikam v njene stvari. Čeravno jo visoko cenim, ker je bila tukaj predsednica, ampak izkazalo se je, da je ta moja ocena bila zgrešena, da me je prevarala, ker sem ji iskreno verjel. Imamo še enega člana, ki je James Sarkozy, Marmelada. Zakaj si ne naredi društvo Marmelada? Kliče ljudi, kliče naše člane, grdo jim govori o meni, o Iviljani, o društvu. In tako smo zgubili predsednika Mirana, ker je nenehno ga klical, očrnil mene, lagal, in temu se reče interna subverzija, sprevrženost. Laže ali pa
pove stvari, ki niso res, neresnične stvari. A ne? Ljudje pa potem seveda rajši imajo mir in se umaknejo in takšni ljudje v društvu niso zaželjeni. Naslednji je Dejan Pavše. Zakaj si ne naredi društvo Pavšetovo perje? Ne? Potem je pa še ena skupnost, ki se ji reče prasin, pragreh. Eno društvo pragreh, ki je hotelo naše društvo prevzeti. Vse bom od danes naprej povedal na glas. In to bom povedal tako, da bom te ljudi, ki grdo govorijo in delajo subverzijo in lažejo in širijo lažne novice, fake news, ker smo ravno pri tem, da gre za 297. člen Kazenskega zakonika za spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti. Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, verski in tako naprej, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje z zaporom do 2 let. Enako se kaznuje, kdor na način iz prejšnjega odstavka javno širi ideje o večvrednosti, zmanjšuje pomen, odobrava, opravičuje, smeši ali zagovarja holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, agresijo ali druga kazniva dejanja, kot so opredeljena v pravnem redu Republike Slovenije. Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno, poslušajte, z objavo v sredstvih javnega obveščanja, ker so pošiljali grda sporočila po elektronski poti, klicali so naše člane, pisali SMS-e, objavljali na spletnih straneh in druge stvari grdo govorili, pisali po časopisih, dajali izjave o društvu in o stvarih, o katerih mene, Iveljane ali Mirana, ki je bil predsednik, nihče ni nič vprašal, je to katastrofa, je to objava v javnih sredstvih obveščanja ali na spletnih straneh in se kaznuje. Kazen dobi tudi odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal. O nas so pisali tudi razni časopisi in izgleda, da bo treba ukrepati proti urednikom teh umazanih časopisov, ki delajo za denar. Se pravi, da so kupili laž in drugega ime umazali. Razen, če seveda urednik tega ni mogel preprečiti, če je bilo to na spletnih straneh, ki pravzaprav je šlo v živo, ampak to se da vse ugotoviti. Če je dejanje iz tega, kar je zdaj bilo povedano, narejeno s prisilo, z grdnim ravnanjem, grožnjami varnosti, sramotitvijo narodnostnih, etičnih, verskih simbolov, poškodovanjem tujih stvari, skrunitvijo spominskih znamen in tako naprej, se kaznuje z dobo 3 let zapora. In tako naprej. Sredstva se vzamejo, tak človek se pa zapre in kaznuje. To je to. Tukaj gremo pa naprej, gremo k tem čarovnikom spet, ki to počnejo. Čarovniki, mediji, politiki, televizija in drugi usmerjajo pozornost občinstva v napačno smer. In te subverzije, ki so tle, so nevidne, zato ker teh ljudi zdaj tukaj ni, ker se ne upajo prideti, ker se ne upajo pogledati v oči, ker pa od tukaj gremo, pa dobivajo naše članice in naši člani telefonske klice, ki so skrajno nesramni in vsiljivi, tudi po 10, po 20 krat kliče, tako da je treba blokirati stvari. Ena pozornost vodi občinstvo, da za bežen trenutek pogleda proč z namenom, da ne zazna zvijače ali pa premikanja nekje drugje. Drugi pristop pa preoblikuje miselno dojemanje občinstva in ga odvrne v napačno razmišljanje, tako kot da ima zunanji dejavnik veliko opraviti z dosežkom podviga. To se pravi, jaz bom zdaj enega poklical, mu bom povedal nekaj grdega onmu tretjemu in on si bo zdaj napačno predstavo ustvaril. In to so vse fake news, to je hudobija, hudobno govorenje, ki je kaznivo po, še enkrat povem, javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po 297. členu Kazenskega zakonika KZ1 OPB 4 Republike Slovenije. Gremo naprej, da boste videli, kaj pomeni tudi sovražnik resnice ali fact-checker, ki ga je ustvaril dr. Žiga Turk in se je razpasel po vsem svetu. Tukaj imamo znan obraz. Evo, fact-checkeri ne verjamem, da so strokovnjaki za zgodovino, ampak če nekdo naredi fact-check, ki je tam z navodili določen,
se tudi dr. Fauci na njega sklicuje, ko družabna omrežja postavijo algoritme, ki so programirani po navodilih tako, da zanikajo objave v besedah in vsebinah, ki agendi niso po volji, se zgodi, da sodišče verjame spletnemu programerju, fact-checkerju, namesto da bi zadeve preverjali, pristojnosti so pa tukaj popolnoma pomešane. Predlagam, da poslušamo to. Matter of fact, Reuters fact check looked at that and said Fauci's 2004 comments do not contradict his pandemic stance. Ok, glejte, gre za sklicevanje na vir, ki je že presodil, kaj je prav in kaj ni. Brez sodišča, brez dokazovanja, Reuters fact check. Očitno tega ni več, danes živimo v drugem svetu. Zdaj pa gledajte, gre namreč za vir, ki niti približno ni pristojen, da bi lahko podal oceno realnega, resničnega in dokazanega stanja. Vprašajmo se, zakaj je predpandemijski čas ali predkoronski čas, tega sploh ni poznal fact-checkerjev in masovnih blokad z objavami, ko so se ukvarjali s tekočo družbeno tematiko. Jaz se tega ne spomnim nikoli prej. Jaz imam Facebook od leta 2006, takrat je prišla ta zadeva ven, a ne? To je zadnje 2-3 leta, sem pa blokiran, 3 dni imam Facebook, potem sem pa 30 dni blokiran. Na mojem osebnem, ne bi rekel, če bi imel skupino, pa da bi spodbujal, bom rekel, sovraštvo ali pa nasilje ali pa karkoli drugega. Ne, napišem fakt, dam zraven link, dam zraven dokaz, bom, zapri. Ok, odgovor je na dlani, ni šlo za epidemijo, niti za pandemijo, temveč je v igri plandemija in tukaj se jasno vidi. Načrtovano, masovno uničevanje človeštva s pomočjo kvazimedicine. In kvazimedicino sedaj uveljavljajo kot edino pravo in resnično COVID resnico. Še Fauci se na fact-checkerja sklicuje. Kam smo prišli? In to v parlamentu ameriškem. V Sloveniji je enako. Kako se preusmerja pozornost javnosti? Priča boste enemu dogodku, ki je povezan z Belis društvom in je odjeknil po celem svetu. V kliničnem centru so se mogli za to zagovarjati. In sicer so dali naslov Lažna novica, glavna medicinska sestra ljubljanske bolnišnice naj bi razkrila obstoj smrtne doze cepiva proti covidu. Ne? Kaj se je zgodilo? Kako se preusmerja pozornost? Zdaj pa dobro pogledajte. Tukaj v naslovu pravi, pojavile so se lažne informacije. Tuji mediji poročajo, da naj bi glavna medicinska sestra osrednje ljubljanske bolnišnice poskrbela za škandal, o katerem naj bi danes govorila vsa Slovenija. Ok, tuji mediji poročajo, danes pa govori vsa Slovenija. Najprej zmanjšajo, a ne? Ok, in tukaj potem glavni naslov. To pa ni Zdenka Mrak. To pa ni Zdenka Mrak. Ampak tam je še en odstavek prej pod glavnim naslovom, kjer piše UKC Ljubljana in pokazala stekleničko cepiva z oznakami. Številka 1 placebo, na viali številka 2 cepivo, na viali, ki pa ima številko 3, smrtna doza. In ko si ti prišel v bolnico, so imeli 3 izbire. Številko 1, številko 2, številko 3, odvisno kaj si bil označen v računalniku. Ali pa koliko si bil star, ali pa v katero skupino si šel in so potem to vnesli v kompjuter in eksperiment se tako nadaljuje. In dejansko je tako, ker 2 meseca preden je bilo to objavljeno, preden se je to zgodilo, sem jaz imel že to informacijo. Seveda se je razširila. In gledajte, kako je zdaj preusmerjena pozornost. Ne govorijo o stvari, o placebo 1, 2, o vialah, kaj je noter, kakšen strup, ampak rečejo, to ni Zdenka Mrak. Ne, pojavile so se lažne informacije, tu naj bi glavna medicinska sestra, seveda to ni medicinska sestra, če je gospa v pokoju, ampak kaj so naredili? Napad na argumentum ad hominem v latinščini pomeni, namesto da bi obravnavali vsebino, predmet vsebine, so se spravili na človeka, ad hominem. Tako delajo tudi, se pravi, vsi mediji. Jaz se spominjam pred 1,5 leta, kako so meni rekli, da sem anticepilec. Pa noben me ni vprašal,
Jaz nisem anticepilec, jaz samo argumentiram stvari. Noben me ni vprašal iz tega medija, ampak so se spravili name osebno in so 30 let staro zgodovino omenjali. Smrt mojega otroka, potem so umrli mojo duhovniško službo, pa s kom sem se poročil. To je napad ad hominem. Mene so prevlekli 30 let zgodovine ven, zato da so oni utemeljili, da sem jaz anticepilc. Ja, o kateri stvari se pa mi pogovarjamo? To se pravi, gre za preusmerjanje pozornosti direkt na človeka, da se ga očrni. In to morate prepoznati v časopisih, to morate prepoznati v medijih. Ko govorijo o enem človeku, o eni skupini, ki jo hočejo uničiti, ki jo hočejo segregirati, ki jo hočejo izvajati nasilje, nestrpnost, bodo šli na enega človeka večkrat in mu bodo osebne lastnosti, moralo zbijali, ne bodo pa govorili o tisti stvari, o kateri bi mogli, zato ker to pa zmoti tiste, ki o tem govorijo. Okay? Kaj pomeni ad hominem? Dajmo še enkrat povedati. Ad hominem pomeni proti človeku. In to vrsto zmote včasih imenujemo zmerjanje ali zmote osebnega napada. Ta vrsta zmote se pojavi, ko nekdo napade osebo, da ponovim, namesto da bi napadel njen argument. Tipični mir je zmerjanje ljudi z anticepilci, diskreditacija osebnosti, nihče pa ne govori o vsebini zadeve, naprimer o cepivih, o njihovi sestavi, nevarnosti, smrtnih, stranskih učinkih, ter na tak način argumentum ad hominem zamažejo in zmažejo osebo, namesto da bi se lotili stvari, s katero povzročajo smrt ljudi. Še enkrat vam na tablo napišem. Argumentum ad hominem pomeni proti človeku. In to vrsto zmote včasih imenujemo zmerjanje ali naklep osebnega napada. Ta vrsta napada se pojavi, ko nekdo namerno napade osebo, namesto da bi napadel argument. Zapomnite si to za vse večne čase. Evo, fact-checkerji se pa gremo malo igrati, kako to sploh lahko prepoznavamo in kje se skriva. Tukaj ima tale rumeni dečko rojstni dan. Povej mi no, prisežem, da ne vem, kaj boš dobil za rojstni dan. Misli si pa v glavi sam pri sebi, vem pa ne povem. Vem pa ne povem. Prisežem, da ne vem, kaj boš dobil za rojstni dan. Na glas laže, v resnici ve in človeka zafrkava. In to je osnovni princip, kako funkcionira ta svet. V šoli, v medijih, na ulici, pri policiji, na sodišču, vse posod gre za čisto zafrkancijo. Naslednja stvar na desni strani, evo, Vitkin, imate dve sliki. Taka debela je bila prej in po 3 dneh, juhej, suha, za oder. Potem pa to ena nesrečna duša gleda na računalniku pa reče, kako fajn, kupla ga bom, ne, vitka bom. Objavila bom na Facebooku, kako sem lepa in vitka. Seveda boš. Boš samo plačala, sam ne boš vitka. To so laži. Glejte, fact-checkerji manipulativno zanikajo verodostojne novice. Bolj ko je resnica, bolj te bodo shecali in označili. Takole izgleda fact-checker, a ne? You are blocked. In takole vam povem. Včasih je ena slika dovolj, da spoznaš resnico. Gremo naprej, preusmerjanje pozornosti za milijarde ljudi. Tukaj vam pa predlagam, da ste za par sekund pozljivi, vem, da traja, ampak lepo prosim. Pogreb kraljice Elizabete versus sprejem deklaracije nove svetovne vere. Vprašam vas, kaj je za življenje bolj pomembno? Hoditi za kraljičino krsto, kot so rekli, pazite, kraljičina krsta. Niso rekli krsta, v kateri je kraljica. Ampak to je še zmer živa in to je njena krsta. Pa kako je njena, če je ona v njej? Zdaj ima krsta njo, nima kraljica krste, ampak ima krsta kraljico. Pogreb kraljice Elizabete versus sprejem deklaracije nove svetovne vere. Kar boste slišali zdaj, da boste vedeli, kako so zmanipulirali cel svet. Milijarde ljudi so gledali pogreb kraljice, ker je bila reklama. Kraljica je umrla, pripravljala se je ne vem koliko časa, vse to.
In to je zdaj ta protokol, kako tisto krsto not. 2 ure so ljudje tisto drugo gledali pa smrt. A si lahko to ljudje božji predstavljate? Gre za sklicevanje na nekaj, kar človeka strese, že samo beseda smrt. Tukaj pa sprejemajo deklaracijo nove svetovne vere. A veste, kaj pomeni nova svetovna vera? Da se bo vaši otroci, vnuki učili v šoli. In da ne bodo vedeli, kaj imamo mi danes, kakšno bogatstvo, pa s kakšne vere smo. Gremo naprej, čist kole, evo. Nekaj ugotovitev in dejstev z tega, kar sem zdaj povedal. Masovna TV hipnoza je sublimalno sporočala, da je TV spremljanje kraljičinega pogreba koristno in dobro. To je bilo sublimirano sporočilo, 100%. Po se pa tle malo zdaj deli. Nekdo je mogoče še kaj drugega slišal. Vprašam vas, ali je informacija o sprejemu deklaracije Svetovnega bratstva nove svetovne vere, ki se imenuje od par dni nazaj Krislam, a ne? Krščanstvo pa islam. Krislam je zdaj nova vera? Niti ne veste, vidite, noben ni povedal. Noben vam ni povedal, jaz vam bom povedal zdajle. 75% po vsem svetu je pa slovo od britanske kraljice Elizabete II. Preko TV prenosa v živo spremljalo več milijard ljudi. In še vedno se rola, še vedno gledajo ponovitve, pa frizure, pa obleke, pa kakšna krsta, pa sam tisto drugo. 4 ure gledaš krsto in smrt. Ok, kaj je smisel preusmerjanja masovne pozornosti? Distanciranje, zamegljevanje, prikrivanje, distrakcija, sprevračanje, miritev, slepljenje. Zato, ker se je v ozadju postavljala nova vera, ki je zdaj po novem enotna svetovna vera, kot boste videli in vam to tudi dokazal, pa me lahko fact checker 100-krat zapre, je bila ta promocija krste smrti Elizabete kraljice v bistvu samo distrakcija, da so v ozadju to naredili. A veste, kje je objavljen? Edin članek v Sloveniji na straneh, na škofovskih straneh. Smrt, krsto več milijard spremljajo po TV, pol pa tukaj deklaracija, ki nam bo oblikovala življenja in naše rodove vnaprej, nova svetovna vera Krislam, prenašajo le lokalne televizije. Ok. Tukaj je en tuj članek, ki je to povedal, pri nas je pa to samo na Rimokatoliška cerkev ima na svoji spletni strani, da je pač papež šel na obisk, a ne, pa tam v Kazahstanu nekaj mal pogledal, pozdravil politike, nič posebnega ne piše. Sploh. Zdaj pa gledajte, Krislam. Intercivilizacijsko versko kraljestvo postkoronskega sveta ustvarilo novo svetovno religijo z deklaracijo o človeškem bratstvu v 35 točkah, ki jo je svetovnim religijskim voditeljem kot finalno in sprejeto prebrala anglikanska škofinja. Jaz kar rečem anglikanska Eva. Ustvarjena religija, ki se pripravlja na sprejem Antikrista. Krislam je zdaj uradna ena svetovna religija. Ponavljam, Krislam je zdaj ena svetovna religija. Ja, svetovni kongres religij. To se je vse dogajalo v času pogreba. Ki sta ga ustvarila papež Frančišek in Mohamed bin Zayed, se sedaj imenuje Krislam ena svetovna uradna religija. Tukaj je tudi naslov do YouTubea, lahko si to vse pogledate. In to je bilo 22. septembra objavljen, drugače se je pa zgodilo v zakulisju 15. septembra. To je bil svetovni kongres religij, ki sta ga ustvarila papež Frančišek in Mohamed bin Zayed in se sedaj imenuje Krislam. Meni je to mal hudo, ker se to dogaja. Zdaj se je 15 let o tem govorilo, sem mislil, da do tega ne bo prišlo, ampak je prišlo. Poglejte, jaz vam bom tukaj zavrtel, to je 4-minuten film, direkten posnetek, direkten prenos, dostop do deklaracije, se pravi, deklaracijo o človeškem bratstvu za svetovni mir je sprejel, se pravi, UN, leta 2020, zdaj so pa na podlagi te človeškega bratstva za svetovni mir so vzeli za podlago in so naredili ta Krislam novo svetovno vero. Tako je potekalo. Izvolite pogledati, jaz bom gasnil mikrofon, vi pa uživajte teh minut, potem pa zaključimo.
the local time in Kazakhstan is 3 p.m., 2:59, and as we wait for the meeting to begin, just a little bit about this 7th Congress. Now, this two-day meeting, which takes place every 3 years, has brought together religious leaders from around the world to focus this time on how religious leaders can foster the spiritual and social development in the post-pandemic world. Over 100 delegations from 50 countries are attending the Congress, made up of religious, cultural, civil, governmental and non-governmental representatives. Pope Francis traveled to Kazakhstan to participate personally in this meeting, following the invitation of the nation's president, Kassym-Jomart Tokayev. Now, the Congress was established at the initiative of Kazakhstan's first president, Nursultan Nazarbayev, in direct response to the rise in religious tensions and extremism following the 9/11 terrorist attack in the United States. The Holy Father has just entered the Congress Center. You can see the religious leaders at a round table standing up, excuse me. Here we see the religious leaders. We are expecting to hear from some of these leaders throughout the course of this closing ceremony, as well as from Pope Francis, who is now taking his seat. This is the final event of Pope Francis's apostolic journey to Kazakhstan. We are hearing the discourse of Molin Ashimbayev, who is the head of the Secretariat of the Congress of the Leaders of World and Traditional Religions and chairman of the Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan. He has declared the declaration as having been approved, the final declaration. The participants of the 7th Congress, spiritual leaders of world and traditional religions, politicians, heads of international organizations. Guided by our shared desire for a just, peaceful, secure, and prosperous world, affirming the importance of shared values in the spiritual and social development of humankind, recognizing the necessity of countering and overcoming intolerance, xenophobia, discrimination, and conflicts based on ethnic, religious, and cultural differences, respecting the richness of religious and cultural diversity, realizing that acts of charity, compassion, mercy, justice, and solidarity contribute to the rapprochement of peoples and societies, recognizing the value of education and spirituality for personal and interreligious development, affirming the importance of the role and rights of women in society, stating that material inequality leads to discontent, social tension, conflict and crisis in our world, recognizing the importance of addressing global challenges in our post-pandemic world, including climate change, poverty and hunger, organized crime, terrorism and drugs, condemning in the strongest terms the extremism, radicalism and terrorism which lead to religious persecution and the undermining of human life and dignity, condemning the creation of hotspots of interstate and international tension in the world, expressing serious concern about the global increase in the number of migrants and refugees in need of humanitarian assistance and protection,
expressing a firm desire to contribute to the creations of conditions for reconciliation and dialogue between conflicting parties, realizing the urgent necessity for spiritual and political leaders to work together in addressing the challenges of our world, welcoming all international, regional, national, and local initiatives, especially the efforts of religious leaders to promote interreligious, intercultural, and intercivilizational dialogue, expressing the intention to intensify cooperation between religious communities, international, national, and public institutions, and non-governmental organizations in the post-pandemic period, reaffirming the work of the Congress of the Leaders of World and Traditional Religions as an international, interreligious dialogue platform for representatives of many religions, confessions, and creeds, and pointing out the opportunity of the Congress of the Leaders of World and Traditional Religions for taking further specific steps to expand interfaith, interreligious, and intercivilizational dialogue. We, the leaders of this Congress, have come to a common position and declare the following. For me, it is a great honor to now give the word to the head of the Catholic Church and our guest, Pope Francis, and we will now hear Pope Francis's discourse. Ok, ne bomo slišali govor papeža Frančiška, tudi to, kar je povedala škofinja, anglikanska škofinja, je bil tako imenovan samo uvod v tole deklaracijo. Jaz imam tukaj kompletno v rokah, natisnjeno, prevedeno v slovenščino, sem prevedel vse po noč, prevedel sem ta film, ker sem iskal eno stvar in sem slučajno naletel na to, ne vem, to je, mislim, da ni slučaj, da je vse na ključ, ampak takole bi rekel, ste pripravljeni, pripnite si varnostne pasove. Prevedel vam bom, prebral iz Emirat News od včeraj. Svetovni verski voditelji so danes sprejeli dokument o človeškem bratstvu, ki sta ga podpisala njegova eminenca, veliki imam Al-Azhar in predsednik muslimanskega sveta starešin dr. Ahmed El-Tayeb in njegova svetost, papež Frančišek iz katoliške cerkve v Abu Dhabi. To je bilo med 7. kongresom voditeljev svetovnih in tradicionalnih religij, ki se je končal v četrtek. Danes je sobota. Podajamo vam nekaj poudarkov 7. svetovnega verskega kongresa. Ugotavljamo, da je pluralizem glede razlik v barvi kože, spolu, rasi, jeziku in kulturi izraz Božje modrosti v stvarjenju. Bog je dopustil versko raznolikost in zato je vsakršno prisiljevanje k določeni veri in verskemu nauku nesprejemljivo. Torej, kdor želi več, me lahko pokličemo, lahko po mailu pošljem, bi pa povedal takole, ne. Jaz sem nad vsem tem sem gledal, to je uro pa 15 minut traja, jaz sem vzel ven, kar sem lahko dobil prevedel, da ste tisti, ki ne govorite angleško, malo razumeli, ampak glejte, nekaj je hudo. Takrat, ko pravijo in rečejo, mir in varnost, tedaj pride nadnje nenadoma poguba, kakor porod nad nosečo ženo in ne bo ušla. Iz prve knjige Tesaloničanom, 5. poglavje, 3. vrstica. Hvala vsem danes, ki ste bili iskreni in ste rekli, da se ne strinjate z diplomo. Društvo Belis je povabilo v ta prostor in sodelovanje v društvu trojedinega Boga, naj nam pomaga in stoji ob strani. Na tem kongresu so bili vsi verski voditelji tradicionalnih ver od papeža pa navzdol, enega gosta ni bilo Jezusa. Niso ga povabili, pustili so ga pred vrati.
Ok, gremo naprej. Pa jaz nisem nič veren, ampak vem, kaj obstaja, ker sem živel v takšnih duhovnih labirintih. Kako preveriti, kot zadnja 4. točka, da zaključimo, kako preveriti, ali so novice, ki ste jih danes slišali, verodostojne? Pa da so vas zmanipulirali, da še vedno imate krsto v glavi, v ozadju se pa takšna stvar zgodi, o kateri nihče ne govori. V Sloveniji nihče ne pove. Sploh ne. Do Srbije še pride, gor pa nič več. Po novem ne rabite preverjati, dragi moji, namesto vas bo to storil fact-check in vi mu boste verjeli. Ok, fake news, hvala za vašo pozornost, lepo vas pozdravljam in se, kako bi rekel, iskreno zahvaljujem za ta večer, upam, da ste kaj odnesli. Jaz vam povem, da nisem spal celo noč, vmes mi je bilo slabo, ko sem to prevajal in videl in me je globoko pretreslo, kajti vem, kaj ta dogodek pomeni, ki ste ga zdaj nazadnje videli za naše otroke, na dolgi rok za naprej. Zdaj se bodo spreminjali učbeniki, spreminjal se bo svet, spreminjala se bo zgodovina, brisala se bo, kakor se je včasih brisalo, temni srednji vek nima nobene zgodovine, ker so vse popravili, vse uničili. Ne vem, kaj vse nas čaka, ampak da ne bomo preveč optimistični, rad vas imam.